Gledalke in gledalci, nahajamo se v dvorani 1, kjer je tretji dan sejma Agra potekal posvet o viziji z naslovom Naše kmetijstvo in hrana 2040. Tukaj z mano je gospod dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod dr. Podgoršek, kako se bo po vašem mnenju slovensko kmetijstvo razvijalo do leta 2040? O razvoju slovenskega kmetijstva do leta 2040 bo zagotovo tekla še zelo dolga razprava. Želimo pa si, da bi v tem razvoju znali poiskati rešitve za obstoj slovenskih družinskih kmetij, ki so nek temelj, neka tradicija slovenskega podeželskega prostora, da bi našli način, kako ohraniti tudi tiste kmetije, ki so na gorskih območjih, torej na območjih z omejenimi dejavniki, ki skrbijo za to, da je pokrajina obdelana, da je lepa, da je poseljena, ki je zanimiva torej tudi za ostale dejavnosti, kot je turizem. Želimo si kmetijstvo, ki bo zagotavljalo prehransko varnost in suverenost, torej da bomo zagotavljali dovolj hrane tudi ob nekaj morebitnih kriznih situacijah, ki upamo, da jih ne bo, ampak vendarle, torej da bomo zagotavljali to prehransko varnost in suverenost in seveda, ki bo zagotavljala tudi primeren dohodek na naših kmetijah, da bodo kmetije lahko dolgoročno se razvijale, investirale in hkrati sledile tudi želji po pomladitvi, po mladih prevzemnikih na naših kmetijskih gospodarstvih. Torej, katere spremembe pričakujete na področju pridelave hrane v Sloveniji do leta 2040? Ja, zagotovo nas bo že narava prisilila k praksam, s katerimi se bomo bolje odgovarjali na podnebne spremembe, torej prilagajanje na podnebne spremembe je nujno, namakanje mreže proti toči, postavitev rastlinjakov. Potem na drugi strani sem prepričan, da bomo morali poiskati tudi rešitve za slovensko živinorejo, kajti če hočemo ohraniti Slovenijo, kot smo že večkrat dejali, obdelano in poseljeno, je tukaj rastlinojeda, travojeda živinoreja ključna v tem delu, torej govedoreja drobnice. Do tega nas čakajo tudi aktualni izzivi pri obvladovanju biovarnosti, torej mi moramo do leta 2040 sploh preživeti z vsem biovarnostnim tveganjem, ki ga imamo v tem trenutku tudi v Sloveniji in okoli Slovenije. Torej, izzivov je zagotovo več kot dovolj, ampak verjamemo, da bo leta 2040 kmetijstvo bolj odporno, bolj prilagojeno vsem različnim željam, tako potrošnikov kot tudi narave, podnebnim spremembam in verjamemo v lepo prihodnost slovenskega kmetijstva. Na koncu še povejva, kako pomembna bo lokalna proizvodnja hrane v času globalnih kriz in motenj v dobavnih verigah. Zagotovo je lokalna pridelava ena od ključnih. Kot večkrat poudarjamo, Slovenija mora zagotavljati prehransko varnost in suverenost. Sam sem bil zelo blizu ob dveh krizah, tudi blizu odločevalcem, v enem obdobju celo minister, torej zelo dobro poznamo COVID krizo, zelo dobro poznamo krizo ob začetku vojne v Ukrajini, ko smo v obeh primerih iskali rešitve za to, da zagotavljamo prehransko varnost in suverenost, tudi ob nekaterih bolj črnih scenarijih, ne zaradi Slovenije, ampak zaradi držav okoli nas, ko je bilo tudi vprašanje zapore mej držav okoli nas na mizi v nekem danem trenutku in takrat je bilo ključno se postaviti v vlogo slovenske oziroma v pozicijo slovenske prehranske varnosti in suverenosti. Prehranska varnost se vedno dela v mirnem času, torej sedaj, ko ni neke krize, ko ni nekih globalnih izzivov, čeprav ne vemo, koliko časa bo takšno stanje še trajalo, torej sedaj se dela prehranska varnost in suverenost, zato da smo pripravljeni takrat, ko je to nujno potrebno.